Rudar, ki v letošnjem letu ni v najboljši formi, je doma pričakal nogometaše Maribora. Gostje imajo novega trenerja, to je začasno Saša Gajser, ki je zamenjal Anteja Šimundžo, ki je zapustil klub Maribora po porazu v prejšnjem krogu proti Olimpiji. Domača ekipa pa se je predstavila v novih dresih, v katerih je že igrala pred leti, tokrat v zeleno-črni kombinaciji namesto rdečih. Tole je bila prva akcija za Velenjčane, lahko delo za vratarja Handanovića, potem pa prva akcija tudi Maribora. Preigraval je Mendy, namestil žogo Tavaresu, ki je meril, ampak v bloku velenjski nogometaši. 11. minuta in tudi akcija za nogometaše Velenja. Streljal je Kašnik mimo vrat Maribora. Še ena akcija za Velenjčane. Prašnikar je bil v lepi priložnosti, ampak ni uspel pravočasno streljati. Do konca prvega dela še priložnost Mendyja, ki je bil pred vrati, ampak meril visoko čez gol. Še ena akcija za Mariborčane, Vršič je našel Mendyja, ki je še enkrat zgrešil žogo in potrdil, da v letošnjem prvenstvu nikakor ne najde prave strelske forme. Kašnik je meril po kotu mimo mariborskih vrat. Drugi polčas pa se je pričel s priložnostjo Maribora, žoga pred vrata. Tavares je meril z glavo, ampak na pravem mestu domači vratar Radan. Mertelj si je pripravil nevaren strel, izidna obramba Radana, ki je žogo uspel izbiti v še en kot za vijoličaste. Tudi Velenjčani spet pred vrati Maribora, meril je Damjan Trivković, ampak tokrat ni bil najbolj natančen in prešibak strel za Handanovića. Še ena lepa akcija za Velenjčane, tokrat po desni strani, žoga pred vrata. Handanović je žogo uspel izboksati, potem pa v nadaljevanju akcije še prekršek nad mariborskim vratarjem. Maribor je bil nevaren ob zaključku dvoboja, tole je bila izjemna priložnost, kajti podal je Vršič Mendy, bil sam pred vrati, ampak Radan se je tokrat še enkrat zares izkazal. Nato še izjemna priložnost za Bajdeta, ki je prišel do žoge sam pred vrati, ampak izjemna obramba Radana, ki je bil nedvomno mož tekme pri Velenjčanih. Tokrat se je končalo brez golov, Rudar Maribor na koncu brez zmagovalca. Maribor še na drugi zaporedni tekmi gola sploh ni dosegel. Ja, res je. Mislim, da so ti številni gledalci videli dobro tekmo. Sicer na začetku oprezno z obeh strani, ampak mi smo imeli svoje trenutke v celi tekmi, kjer bi lahko dali zadetek, prav tako je Maribor imel in na koncu delitev točke nekako pravičena, čeprav bi se jaz bolj želel zmagati. Je torej nekaj grenkega prikusa vendarle, sploh zaradi tistih lepih 100% priložnosti? Žal mi je, da nismo dali gola, ampak po drugi strani bi lahko bili tudi kaznovani, tako da tudi s točko moramo biti zadovoljni. Hvala in seveda srečno v nadaljevanju prvenstva. Hvala, enako. Nič proti nič, za Maribor ni dober rezultat, sigurno ne. Sem pa zadovoljen v nekih stvareh, ki so v nekaterih tekmah bile slabše, so danes bile boljše. Kaj je bilo to morda natančno? Posest žoge je bila boljša, tako smo tudi prihajali do priložnosti, imeli smo svoje priložnosti, ki nismo znali izkoristiti. V fazi obrambe smo naredili napredek v smislu tega, da nismo puščali dosti prostora, kar je pa nemogoče glede na to, če hočeš zmagati, moraš tudi kaj riskirati. Hvala in srečno v nadaljevanju prvenstva. Hvala vam.